Žirovski klekljarice in klekljarji smo se leta 2004 združili v Klekljarsko društvo Cvetke, ki neguje in ohranja tradicijo klekljanja. Društvo smo poimenovali po klekljani rožici, cvetka imenovani, ki simbolizira jabolčni cvet. Prva predsednica društva je postala Marica Albreht, legendarna klekljarska učiteljica, ki ima veliko zaslug tako za ustanovitev društva kot za njegovo uspešno delovanje. Leta 2006, ob praznovanju 100-letnice čipkarske šole v Žireh, smo pripravili prvo odmevno razstavo čipk, ki nam je dala zagon in veselje za naprej. Odločili smo se, da bomo lepote naše skupne dediščine vsako leto delili z obiskovalci. In tako so se rodili Slovenski klekljarski dnevi v Žireh in postali tradicionalni. Zakaj slovenski? Zato, ker k sodelovanju vsako leto povabimo tudi društva iz drugih krajev Slovenije, da predstavijo svoje čipke. Slovenski klekljarski dnevi v Žireh so eden pomembnejših praznikov v naši občini, pa tudi eden pomembnejših čipkarskih praznikov v slovenskem merilu. Poleg bogatih razstav čipk ponujajo zanimive spremljajoče prireditve, kot so tekmovanje v klekljanju, šaljivo tekmovanje za otroke, kulturne prireditve, igrani prizori iz preteklosti, sprevod starodobnikov in še kaj. Vsako leto privabijo veliko obiskovalcev, tako domačinov kot gostov z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Slovenski klekljarski dnevi potekajo vsako leto konec aprila in začetek maja. Poleg klekljarskih razstav na večjih lokacijah organiziramo tudi spremljajoče prireditve glede na temo, ki smo si jo izbrali tisto leto. Med naše razstavljavce pa vsako leto povabimo tudi eno od prijateljskih društev. Dobro sodelujemo z Društvom klekljaric Koroške, Cerkljanskimi Marjeticami, Gorenjevaškimi Deteljicami, Klekljarskim krožkom Faros iz Pirana, Trboveljskimi srčevkami in drugimi. Vsaka od naših razstav nosi svojo temo, ki jo določimo v septembru, ko se začnemo srečevati na klekljarskih uricah. Klekljamo za sprostitev, družimo se, umetniško ustvarjamo in koristno preživljamo dolge zimske večere. Poudarek dajemo tudi samostojnim razstavam naših najboljših klekljaric, katerih izdelki so prave mojstrovine in ne smejo v pozabo. Naj omenim nekaj naših najodmevnejših razstav. Na 4. klekljarskih dnevih leta 2010 smo presenetili s klekljanimi zastavami in grbi vseh držav Evropske unije. S to razstavo smo se predstavili tudi zunaj naše domovine, v Evropskem parlamentu v Strasbourgu in v Pragi. Na 5. klekljarskih dnevih naslednje leto smo se na pobudo direktorja Gozdarskega inštituta iz Ljubljane odločili za razstavo drevesa v čipki, saj je bilo to tudi leto gozdov. Tudi ta razstava je bila zelo lepo sprejeta in občudovana. Pa naslednje leto ptice in metulji, tudi nekaj izdelkov v sodelovanju z žirovskimi slikarji, leta 2013 starodobniki, leta 2014 pa klekljamo po vzorcih šole za umetno obrt v Ljubljani, ki ima v svoji zapuščini neprecenljiv nabor starih vzorcev. V letu 2016 je Slovenija gostila svetovni kongres klekljane čipke in skupaj s čipkarsko šolo smo zelo aktivno sodelovali pri predstavitvi naše države ter prispevali k vpisu na svetovni zemljevid klekljarskih držav. V naslednjih letih smo obudili spomin na žirovske risarje vzorcev, kot je bila Frančiška Gantar, Janez Oblak in še nekateri. Glede na to, da je med mladimi vsako leto večje zanimanje za vpis v čipkarsko šolo, pa se nam ni treba bati, da bi ta neprecenljiva znanja šla v pozabo. Opaža se tudi trend velikega interesa za znanje klekljanja po celi Sloveniji. Tudi žirovske klekljarice in klekljarji smo zelo veseli, da se je slovenska čipka uspela uvrstiti na Unescov seznam nesnovne svetovne kulturne dediščine.
Zelo pomemben del naših dejavnosti je medgeneracijsko sodelovanje, saj vsa leta zelo dobro sodelujemo tudi s Čipkarsko šolo v Žireh in skupaj smo ustvarili že kar nekaj projektov. Na naših razstavah skušamo predstaviti čipko v vseh možnih variantah, umetniških, uporabnih, zabavnih, igrivih, a najbolj ljuba nam je še vedno tradicionalna, saj se zavedamo, kaj je klekljanje čipk včasih pomenilo našim prednikom. Nemalokrat preživetje cele družine in prepotreben dodaten zaslužek. Danes največkrat rečemo, da delamo iz veselja in za svojo dušo. Ja, tule je en tak vzorc, ko so ribice, pa vmes povezvajne, tisto popal, kar malo po svoje narediš, da ni čist navaden polpremet ali pa kaj takega, pa malo mešaš, en par narediš polpremet, en par navaden, prav premet, pa spet obratno, pa rata taka mrežica. Klekljem že ene 12 let, vse moje znanje, kar ga je me Marica navadila, tako da se moram ni zahvaliti, zdaj pa že kar obvladam en par teh tehnik, tako da se lahko malo zmišljujem po svoje. Jaz sem pa Majda, tule klekljem po enemu nemškemu vzorcu, videli bomo, kaj bo ratalo, a bo ratalo, on pa kaj drugega. Klekljem pa tudi že od 10-12 let, odkar sem šla v penzijo, sem začela se bolj družiti tlele s klekljarskim društvom Cvetke. In kar znamo po zaslugi Marice res. Jaz sem pa Zlatka, klekljam dobrih 10 let. Zdajle pripravljamo, za pomlad pripravljamo novo razstavo ob klekljarskih dnevih, ki naj bi bila nekaj okroglega in zato delam zdajle horoskop. Tako kot krog življenja, na primer, in to bo vseh 12 znamenj okroglih v krogu postavljenih. Jaz sem Vanda, jaz klekljem že od 5 leta starosti. 8 let zdaj se družim tukaj s klekljarcem, mi je zelo fajn, rada hodim, smo vesele, pomlajene, učimo eno drugo, kar kjera znamo, so vse prijazne.